Predstavniki sindikatov upokojencev so naredili to, kar sindikati in upokojenci delajo najraje. Šli so na izlet. Namesto standardnih upokojenskih destinacij, kot so terme, vinske kleti in zdravstveni domovi, so za spremembo obiskali kar državni zbor, seboj pa prinesli 14 tisoč podpisov, s katerimi zahtevajo višje pokojnine. Poglejmo, kako je potekala njihova predaja. Ali vam kar to predamo? Ja, tudi lahko. Podpise, se ne bo tako težko izvolite. Močno roko. Najlepša hvala, to bi najkrajši čas tudi uredil. Sedaj pa vas vabim, da se usedemo in zelo resno pogovorimo. Gospod Židan deluje tako pristno vesel kot jaz, ko se moja teta spomni, da rabim nov pleten pulover. Hvala, teta Majda, hvala. To se bo odlično podalo šalu od lani, ki ga isto ne nosim. Upokojenci v peticiji sicer zahtevajo zvišanje pokojnin za 7,2%, 600 evrov regresa, usklajevanje s povprečno neto namesto dosedanje bruto plače, pa tudi letni dodatek naj se izplača z majsko pokojnino, še zahtevajo, tako bi lahko odšli na dopust v cenejši predsezoni. Prav ste slišali, upokojenci želijo plačilo razlike maja, da bodo prevarčevali pri dopustu. Želijo tudi, da se jim izplača v ponedeljek, da grejo lahko v torek v šoping z popust za upokojence. To hoče tudi. Njihova največja pogajalska moč je seveda v tem, da jih je res ogromno. Največja šibkost pri delitvi denarja pa, da jih je res ogromno. Upokojenci sicer zahtevajo samo, da se jim vrne, kar jim je bilo vzeto zaradi kriznih ukrepov. Država si je posojilo vzela pri upokojencih in vsi dobro vemo, če gremo v banko po kredit, da če ga ne vrnemo, dobimo na vrat izvršbo, rubež in ne vem kaj. Država je pač naredila to, kar naredi vsak razvajen najstnik. Ko do konca ubere mamo, pa fotra se izposodi od babice in dedka, pa upa, da sta pozabila. A veste kaj? Ne sam, da nista pozabila. Babica in dedek sta jezna. Izgovori, da za starejše ni denarja, so zviti iz trte in da je to šele prvi korak. Zgleda, da bojo morali biti protesti. Ker tako pozivajo in zahtevajo upokojenci, ki so peticijo že podpisali in ki bi šli na cesto že jutri. Z upokojenci seveda sočustvujemo in navijamo, da dobijo, kar jim pripada. Hkrati pa jim želimo tudi, da bi se jim vsaj približno tako, kot na ulice mudilo tudi v vrsti za blagajno, kaj to je, mislim. Za razburjenje slovenske javnosti je poskrbelo ljubljansko sodišče, ki je v primeru cerkve proti državi razsodilo v korist Očeta, Sina in Svetega Duha. Višje sodišče v Ljubljani je ljubljanski nadškofiji dosodilo 22 milijonov evrov odškodnine, ki jih mora državni sklad kmetijskih zemljišč in gozdov zaradi dolgotrajnega povojnega vračanja gozdov na območju Mozirja in deloma Pokljuke v nadškofiji izplačati v 15 dneh. Sodišče je državi naložilo 22 milijonov evrov kazni, potem, ko se je vlada dolgo časa poskušala pogoditi za 200 zdravih Marij in 400-krat Oče naš. Državni sklad kmetijskih zemljišč mora zdaj ugotoviti, kako bo nabral tolikšno vsoto denarja, ljubljanska nadškofija pa, kje bodo dobili tako veliko nabirko. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.